Hormonsko neravnovesje je problem, ki vodi v številne težave. In teh 6 znakov je lahko alarm, da vam hormoni mešajo štrene in da slabo vplivajo na vaše duševno zdravje in čustva. Hormoni namreč na naše telo vplivajo tako psihološko kot fizično. So lahko sicer tudi dober izgovor za kakšne čustvene eskapade, ko imamo recimo menstruacijo in smo pač zmaji, ampak o tem kdaj drugič. Hormonska neravnovesja ali kratkoročne hormonske spremembe, ovulacija, PMS, pa menstruacija, puberteta, menopavza ali nosečnost lahko vplivajo na naše duševno in čustveno stanje. Nenadne spremembe razpoloženja brez posebnega razloga so na splošno najbolj natančen pokazatelj, da je prišlo do hormonskega neravnovesja. Kako torej posamezna hormonska stanja vplivajo na naše mentalno zdravje? Težave s ščitnico. Neravnovesje ščitniških hormonov lahko vpliva na vaša čustva, raziskave pa kažejo, da lahko neravnovesje teh hormonov poveča tveganje za tesnobo in depresijo. Menopavza. Med menopavzo se hormoni nenadoma spreminjajo in s tem se spreminjata vaše razpoloženje in čustveno stanje. Od trenutkov žalosti, sreče, jeza in bes, zaradi hormonskih sprememb lahko ženske v menopavzi v enem dnevu spremenijo več razpoloženja in najpogosteje obstaja večje tveganje za negativna čustva. Predmenstrualni sindrom, lahko povzroči številne čustvene in fizične simptome. Estrogeni in progesteron v tem obdobju nihata in s tem se poveča intenzivnost vsakega čustva. Dajte to moškim povedati. Sindrom policističnih jajčnikov. Pri ženskah s policističnimi jajčniki se poveča izločanje moških hormonov, ki motijo hormonsko ravnovesje. In zaradi hormonskega neravnovesja ženske s to težavo pogosto nenadoma spremenijo svoje razpoloženje in so bolj nagnjene k tesnobi in depresiji. Hormon stresa, to ga pa zdaj vsi poznamo, kortizol. Prekomerno izločanje stresnih hormonov, kot je kortizol, lahko privede do povečane čustvene občutljivosti in impulzivnosti. Neravnovesje nadledvičnih hormonov ali pa raven inzulina lahko negativno vpliva na vaše čustveno stanje in pa vaše razpoloženje. Dobro je torej, da poskrbimo za hormonsko ravnovesje. Prvič, da se izogibamo hormonskim motilcem. Kateri so in kaj povzročajo, najdete na naši spletni strani. Novička ima naslov: Ste vedeli, da vsak teden pojemo 5 gramov plastike? To je ena tista plastična kartica. Kot drugič pa, da upoštevate še spalni ritem, torej da hodite pravi čas v posteljo, da sledite cirkadialnemu ritmu in da vključite še druge navade. Jasmina pa ima sedaj par napotkov, tako da dajmo si kar pogledati. Imaš potem, če si se zaradi tega odločil zaradi zdravstvenih razlogov, imaš stranski učinek lepoto, če si se pa s tem lotil zaradi tega, da bi dosegel lepoto, imaš pa stranski učinek zdravje. Definitivno pa, ko začneš, izguba recimo odvečne telesne teže je ena izmed najbolj klasičnih stranskih učinkov ali pa glavnega razloga, zakaj se nekateri odločijo. Ne samo, da zgubiš težo, zrihtajo se lase, koža, menstrualni cikel oziroma težave v menopavzi se zrihtajo, potem tudi nimaš takih hudih težav s tem, ko ti estrogen tukaj recimo pade. Ker če estrogen preveč pade, se začnejo težave od kosti do upad vaginalnih sten, tudi faca ti dol pade. Veliko ljudi reče, faca mi je dol padla, gremo na lifting, cep. V bistvu je finta, da lahko ti s hormoni to zrihtaš na takšen način, da boš proizvedel dovolj rastnega hormona, dovolj vseh ostalih zadev, da bo zadeva šla nazaj na svoje mesto. Osnova je pa zmeri ena in ista tukaj, in za zdravje, in za lepoto, in za vse, kar hočemo doseči. Dovolj vode, to je bistveno, dovolj D-vitamina, ki ga v poletnem času dobimo preko sonca, najboljši sončenje reproduktivnih organov, torej sončenje po domače povedan lulike, pa luleka, in pa seveda Zdrav življenjski slog v končni fazi, ne? Hrana. Točno hrana, se pravi, da jemo dovolj zelenega. Klorofil je kar precej bistven. Ampak že če dost vode piješ, če ne piješ dost vode, pa če sam začneš dost vode piti, si že veliko naredil. Tako, Jasmina je torej povedala kar nekaj zanimivih informacij, s katerimi verjamem, da boste lahko izboljšali vašo kakovost življenja, tako da za vse ostale informacije pa smo vedno dobrodošli ste na klepet@kavi.si.